Komaj se je en tabor žalujočih, levjesrčnih končal, že se socialna delavka Urška pripravlja na drugega. Spomini na letošnji 4-dnevni tabor na Pohorju, kjer se zberejo otroci, ki so izgubili bližnjo osebo in se srečujejo z žalovanjem, so še vedno živi. Na taboru dnevi potekajo tako, da imamo dopoldne različne kreativne delavnice, kjer uporabljamo glino, steklo, različne barve. Potem imamo možnost, da gremo v naravo, igrali smo nogomet, košarko. Ob večerih pa je bil čas za sprostitev, za glasbo, ples, zabavo. Ob vsem tem pa je seveda tabor tudi priložnost za pogovor, za odkrivanje tega, kaj jim je težko, koga so izgubili, kako se počutijo in kako naprej z malo lažjimi koraki. Na taboru se srečujejo mladi s podobno izkušnjo in se učijo, kako se spoprijeti z izgubo. Kadar otrok izgubi svojo drago bližnjo osebo, naj si dovoli izraziti vsa čustva, ki jih v sebi čuti, naj jih da ven, lahko na papir, lahko napiše, lahko nariše, stopi do osebe, ki jih zaupa in naj podeli z njo to, kar se v njemu dogaja. Pogosto se od umrlega nimamo časa posloviti, saj odide nenadoma. Na taboru otroci napišejo tudi pismo svoji dragi osebi, ki so jo izgubili. Pismo pa nato dejansko in tudi simbolično spustijo ognju in se s tem poslovijo od osebe ter tudi razbremenijo. Draga mami, vsak dan, vsako noč mislim nate. S tabo sem zelo rad bral knjige. Se tudi zdaj rad berem knjige, samo z manjšo voljo. Vse na svetu bi dal, da bi se vrnila. Pogrešam te, mami. Tvoj Tim. S taborom ali brez, levjesrčni je vsak, ki poišče svojo pot iz žalosti. In tudi ve, da kadar nekdo umre, to ne pomeni, da ga moramo nehati imeti radi, nehati pogrešati ali nanj pozabiti. Levjesrčni vedo, da vsak žaluje po svojem.